Pozdravljeni, no, danes pa na mojem kavču, poglejte to, Leja, se jo poznate, potem z Lejo, pa na štobi pa Ronka, pač tako je, nista se dala odgnati in zdaj smo mi 4 tukaj. Ja, in jaz sem prvič pri tebi in sem rekla tako, da mi je res tako, wow, posebno čast štejem, da sem lahko prišla k tebi domov, ker to je pa res tako zasebno in osebno, ni? Ja, jaz sem tako čutila, lejte, sej Lejo ste sigurno že poznate in danes sem vesela, da se je odzvala po vabilu, zato ker Leja ima zgodbo tisto zapovedati, pa veste, tisto, kar jo mi vidimo, jo vidimo zmeraj nasmejano, prijazno, vozi, sprehaja slavne ljudi okrog sebe. In ampak je to ni skozi tako, ne? Ampak tisto, kar je pa, s čimer se je spopadala, pa je kaj zapovedati. V glavnem, Tobi, ti nisi v kadru, ti moraš biti tih. Takole bo ti, da bom čohala skozi. Zdaj, če ga bo več čas Leja čohala, pa bo po moje tih, pa mogoče, če bo še naredil svojo pozo, je ful zanimivo. Ja, ampak jaz sem ti pa res iz srca hvaležna, da si me povabila, ker sva se res tako, se mi zdi, proenergijsko ujeli. Saj zato sem te povabila, res, veš. Ja. In sem tudi navdušenka nad tvojimi knjigami. Moram pa povedati, kaj iz knjige res velja. No, ampak si imava še čas. Imava še čas. V glavnem danes bova tudi tole predstavljala, ta zadnjo knjigo, 70 lahkih izletov po tebi z Lejo. In prvo stvar, dajte, moje stranke, moje gledalke ste po večini ženske in statistika pravi tako, po 45. letu. In tukaj noter so sicer piše za vozičke enostavni izlet, pa rečeš, jaz nimam vozička. Ne rabiš, to so taki izleti, kamor greš hoditi, se shoditi, se imaš dober, preprosti in tukaj verjetno vsi poznate Sveti Jakob nad Katarino ali pri Katarini. Nad Katarino. Nad Katarino. Ste že bili tam? No, tukaj noter je točno napisan, kje štartaš, kje parkiraš, kam greš in ja. Ja, se glih to ne, da se nav je ustrašili, a ne je, pač primerno tudi za otroke, ampak predvsem je za tiste, ki tako radi nekam grejo, ampak ne želijo pa zdaj hoditi, 2 uri na nek 2000. Se mi zdi, da je to knjiga glih za to obdobje, ko je tudi sneg visok, a ne pa ni glih najbolj varno, da greš v visoko gorje. Pa tukaj so pač res taki izleti, da pač vsak od teh izletov je bil meni ful poseben. Ali je bilo to zaradi razgleda, ki je meni bolj pomemben kot koča. Ja. Ali so neka taka jezera, ki se mogoče v njih sploh ne govori. Skratka, take točke so, ki niso na prvo žogo turistične, pa so vredne obiska. No, vse to. Tako da res priporočam. Spodaj boste imeli povezavo do njene spletne strani, če vas pokliče zdaj v decembru, ne nazadnje. Darilo. Ja, seveda, pač čistko. Leja, ko sem jaz dobila ta prvo knjigo tvoje v roke, sem rekla, kaj bi jaz to imela. Zdaj, ko sem ta drugo dobila v roke, ko bi jaz to imela, ko sem imela majhne otroke, ker razmišljaš, kam otroke moraš hoditi. Ja. In pa hodiš vedno po isti poti in otroci se itak že navličajo ene in iste poti, pa je pa to, ne? To je bila glih, v bistvu, to je bil povod, zakaj je ta knjiga. Ker jaz, ko sem postala mami, jaz sem bila pač prej res aktivna hribolazka in sem rekla, jaz, ko bom imela otroka, bo isto ostalo, zakaj pa ne bi jaz z vozičkom pol rinila. Ampak dejansko nisem najdla knjige, ki bi imela poti, ki so primerne za vozičke. In sem imela ful težav s tem, pa kaj Julijan shodil, kam iti, da bo tudi njemu zanimiv in da bo staršem obenem zanimiv. In ker pač nisem najdla takih idej, ki bi nam pomagale, sem nekam pa jaz pomagala družinama. Ja, res, ful dober. No, tako da, danes bova malo klepetali, tako da ostanite z nama, ker zdaj pa tako. Jaz sem se odločila, da vam midve tako klepetali in da po domač. Po domač, pri meni doma na kavču se vidite, tle je Ronka. Ronka je zdaj že čist pridna. To bi pa še pride okrog, pa še kakšna mačka verjetno. Ja. Ne, ful so domače. Daj mi povej, Leja, tisto, ko si meni razlagala, pač mamica si, Julijan je koliko star? Julijan je star 5 let. Ja. To je zdaj ta obdobje, ko je postavljanje mej. Aha. Se mi zdi tako, da je meni osebno bilo ful lažje polk enkrat dopolnil 3 leta, zaradi tega, ker se pol malo končajo, še enega, en bo pa vodo pil. Karla, ne smeš, to ni tvoje. Zdaj tako, da se reči tako res tako lepo obdobje, ker se da vse z njim zmeniti. Sicer probava me je, ampak če mu tako lepo argumentiraš kot odraslemu, ker včasih se mogoče tako premalo zavedamo, da so pač otroci, da vse štekajo.
Sam pač vse, ne vse. smeš ga imeti za enega, ki nič ne razume. Ne. Pri 3 letih, med drugim pa tretjim, je bilo pa tako kar težko obdobje, ko imaš pa te izpade trme, ne pa to se verjetno. Ja, pri meni je bilo tako, med drugim in tretjim, Ja. če razmišljam, nobena se ni metala po tleh, no to je bilo sigurno dobro, Ja. ne. Sem pa delala po metodi, opisani v knjigi Otroci so iz nebes. Ja, in kaj tam piše? Kako otroka pripraviš do tega, da dela to, kar ti želiš. Aha. Ker, ne vem, najprej sem diplomirala pri Sari, ki je bila stara 2 leti, je bilo tako, ko je začela ne govoriti. Sem rekla, imamo kosilo? Ne. Gremo se kopati? Ne. Gremo spat? Ne. Na vse je bilo ne. Kako naj otroka pripravim do tega, da sodeluje z mano? In v glavnem, takrat sem pač preštudirala kar nekaj. In kaj je trik, da enega povej? Ja, moraš napovedati dogodek. Aha. Sem jaz do tega prišla, leja, to je bilo tako težko. Pač, poveš, Sara, čez 10 minut Sledi umivanje zob. Tako, Aha. ker se pripravi na to, se pravi, ima še vedno kontrolo nad tem, da se on igra otrok in da ni, da ga kar snameš iz igre in zdaj gremo to To sta delati. dobro rekla, Pač, ja. meni je bilo to tako, eureka. Sara, čez 10 minut, otrok itak ne ve, koliko je 10 minut. Sam tako ve, da bo. Ja. Da bo kosilo. Se pravi, nič ne poveš, kdaj, pač poveš 10 minut, ampak otrok tega ne razume, koliko je 10 minut, ampak ima občutek, da ima kontrolo nad dogajanjem. No, to je bila ena taka premenka, je bilo tako, Sam je res težko. Ampak res to vela. Ja. No, pa je bila pa druga, ko pa začne tisto trmanje, ker enostavno noče več sodelovati. In tisto je pa pol ta knjiga mi pomagala. Ker je tako, prvič rečeš, prosim, da pospraviš igrače. In te ignorira. In pol drugič rečeš, deva se tako zmeniti. Lej, če pospraviš igrače, ti bom jaz, ne vem, prebrala 2 pravljice namesteno. Ne vem, daš nagrado, korenček, daš nekaj, pridobi s tem. Ne dobi, ne vem, denarja, ampak pridobi, ne vem, več mojega časa, Tako, dobi nekaj v tej smeri. To je druga. Ta tretja je potem, ko daš ukaz. Zdaj pa tako, jaz sem rekla, če ne bojo igrače, pač zdaj pa to opozorilo. In naslednja, če te še vedno ignorira, se pravi, ta tretja je ukaz brez grožnje, ta četrta je šele, zdaj pa tako, ker me ignoriraš, pomeni, in to pa jaz sem delala na izključitvi, ker ponavadi je bilo tako, da pač protestira, ne sodeluje in tako naprej. In sem jih izključila za toliko minut, kolikor so stare. Ne vem, je bila stara 2 leti, 2 minuti izključitve. In to je pomenilo. In to pomaga. Ja. Aha, no to pa še nisem probala. In potem, ko pa 2 minuti poteče, pa otroka na kolena, ne mi povej, kaj misliš, da je šlo tle narobe? Da se pogovoriš. Se pogovoriš, se pravi, nisi ti slab, nič ni narobe s tabo, ampak mama je ta glavna, moraš se tega zavedati, jaz sem ta glavna, jaz sem od tebe pričakovala to pa to pa to, sem te prosila, si ignorirala in je sledil to pa to. Wow. Ja, to je cel postopek, ne, ker ponavadi. A veš, ti imaš 3 hčere, ne tudi si se res verzirala. Jaz le še zdaj to vem na pamet. Ja. Še zmerom to vem na pamet. Ampak a veš, zagotovo, če bo drug, se mi zdi tako, da si toliko bolj pripravljen, ali pač ne, se ne vem, ne mogoče pač iz drug karakter. Sam se mi zdi, da vse imaš malo lažje, no, ker vsaj malo veš, kaj te čaka. Pa veš, kaj je bilo, pri drugi je bilo lažje, zato ker ta prvi otrok, recimo pri meni, Sara je bilo ves čas tako, mami, pa drugi otrok se pa že igra. Ne? Zdaj pa kako je pa pri tebi? Julijan, veliko zahteva tvojega časa? Ja, seveda. Ja, mami. In kako pa to zgleda, pa posel v domu? Tako pravijo, da se malo igraš, ampak še vsem, mi da smo tudi hodila tako Andrej Semolič, in nama je rekla, lej, ti nisi njegov pariatu, ti se zdaj ne moreš z njim igrati 3 ure tam z Lego kockami, pač, ne more videti, da ti pač kuhaš zraven, pospravljaš, ampak se mora naučiti sam zamotati, ne, se v življenju se moraš sam znajti, ne. Ja. Tako da pač se greš malo, pa ga pogledaš, kako se igra, pa malo, ampak ja, starši smo pač starši, ne prijateljčki. Ja, čeprav veš, jaz ti povem, da pri ta prvi je bilo tako, mami, igrej se z mano, pa ko sta bile 2, je tako še včasih sem se kaj igrala, pri ta tretji sem pa hotela biti mama, dobra, tisto, zdaj se bom igrala, pa tako.
Veš, na ta način, ko je faktor, si ti, Ja, ti si mama. Ja. Stran. Jaz sem pač zato, da Škoda pač lažje. beremo knjigice, Ja. ful mi pomaga pri pranju perila, a veš, res? tako, kar res hoče biti koristen in pa skupaj dajeva to v štumfke, pa to tako, da ga malo vključiš zraven, a ne. Pač, Pa veš, ja, kaj to. sem še jaz naredila, ker imaš podoben, ker delaš od doma, ne? Mislim, veliko delaš od Ja, doma, ja. ne? Da sem jih že zelo zgodaj naučila kuhati. Okej. Ja. Kakor je bila toliko velika, da je na pručki stala, da je videla čez štedilnik, je kuhala. Super. Pač je Ja, meni kuhala. pomaga bolj pri teh peki sladiti zaenkrat. Aha. To pa tako, da mes kruh pa to, da bi O. prav tako kosilo delo sicer še ne. Ja, smo pručko dala, veš, in pač tako, zdaj pa mešaj rižoto. Aha, A veš? Okej. Ja, vse je že dost, evo bomo zdaj začeli. ja, se Ja. to, a ne, ker v bistvu je že to, da vidi čez, pa si itak zraven, a ne, Ja, se ne ja, more, ja, ja, ja. pač nimaš kropa, se ne popar. Tako Tako da je. to so Dobri napoti, če še komu kaj pomaga. Mame. Veš. Pa se, veš, vsakič tako malo slišiš, en bombonček. Nikoli nam pozabila, kam je gost, Aleš Novak, na Ja. potepu z Lejo rekel, ker je on maglih en let starejšega otroka, ne, kako so jih oni zmotivirali za hribe. Rekel, a veš, mi smo vsakič, ko smo šli, smo imeli tako, vsakič, ko vidiš markacijo, a veš, on teče in pritisne na markacijo in markacija spusti en zvok živalski, vsakič ena nova žival. In pola, veš, on komi čaka, da bo naslednja markacija. Sem jaz to probala in to res deluje. In Julijan še zdaj, ko mi gremo v hribe, komi čaka, da je ta markacija, da ga dvignemo, da pritisne, da je pol enkrat je vrr, ne. In ja, evo, kako en dober. napotek za v hribe, tako kako zmotivirati. E, Pa to itak, pa pa če ful kakšne dobre dober. štrukle gor obljubiš, je pa itak topa, ne. Pa to, kar si rekla, ne, da Ja. ko si na predstavitvi knjige rekla, da hodite s Pa to, prijatelji, no, da greš en otrok, ki je podoben, star pa itak pozab, da se hota. A ne, in se to je toliko zamota, lažje. ne, da. Dve družini skupaj. Ja, to smo mi tudi prakticirali. A tudi? Aha. Ja, tudi. Pa se mi zdi, da pač ful se povežejo pol otroci med sabo. Ja. Dober. Ja. Pa No. storže nabiramo, pa Se da ni. živo. Ja, res. Pa to je Lepo je. lušten. A imaš kakšno tako prigodo, prav tako, ki hodite z Julijanom, da je tako, da ti pogreje srce? Ma to, ki jih je, mislim, on je drugače res eno tako srčno bitje. Pač, se mi zdi tako, da ful vse, mislim, on je res tak opazovalc, ne, da res tako vse po poti registrira in pol sicer gre bolj počas, ampak tako nabira, ne vem, in vidi kamenčke, kako so v obliki srčka, ne, in res take detajle, pač Joj. opaz, to mi je no tako ful lepo. Da Tako res tako lepo. zna videti stvari in pol se mi zdi, da se še ti tako vrneš v to obdobje, ko smo bili otroci, ko sem jaz tudi baje vsako palčko pobirala po poti, tako da res uživa v tem trenutku. On te res spomni, da moraš uživati zdaj. Njega ne zanima, kaj bo pol po izletu, ampak uživa v tistem trenutku. To smo malo pozabili, se mi zdi. Ja, mi imamo pa mora biti ta končni cilj. Veš, enkrat se spomnim, z mojimi tremi sem šla nabirati gobe Ja. in je bilo tako, košaro smo imeli, nismo najdli gob in so nabirale kamne. In pol, Anja je bila še čist mečkana, nesem tisto košaro s kamni, Anja Ja. takole od zadaj. In tako rečem, jaz samo Herkul in hodam. In Pijata, srednja hčerka, reče, Ja. ne, mami, ti si angelček. A res. Meni so kar solze pretekle, pač tako. In Ja. nisi Herkul. Ja, ampak ona je tako resno mislila. Ja, ampak mi je bilo tako, še zdaj mi tako pogreje srce. No, zdaj pa to je naši otroci, ki nam grejo srce. No, Leja, jaz pa vem, da imaš ti z Julijanom tudi eno tako izkušnjo. Preizkušnjo, ja. Preizkušnjo, ja. In da prav sem malo povej, ker vem, da si zaradi tega prišla do zdravstvenih težav. Ja, jaz mislim, da vsaka neka zdravstvena težava izhaja, da je nek vzrok za to, a ne, nek sprožitelj. In jaz bi rekla, da je bil pri meni ta sprožitelj bolezni pač velik stres. Zdaj stres ob Julijanovem rojstvu, stresno leto, prvo leto, pač smo bili res celo leto po bolnicah. Zdaj, kaj točno je bilo z Julijanom, nikoli javno nisem izpostavljala, tudi mogoče pač. In tudi ne, Ja. ne ostane tako, ampak v glavnem. Ne? Ampak pač to je bil tak stres, da se mi je pač telo čisto porušil. Pač jaz sem imela 10 kg manj, kot jih imam zdaj, srce mi je nabijalo, nisem mogla spati. In potem pač sem jim namignila, da je pa mogoče nekaj narobe s ščitnico.
In sem šla si pač pogledati to ščitnico in seveda je pač delala preveč. Moja, kako bi se rekla, diagnoza je bazedovka, avtoimuno obolenje. In takoj, ko prideš v bistvu v zdravniku, ti porine tiste tablete In je in to tako to. naj bi bilo kao rešen. In sem pač rekla, ampak jaz vem, zakaj je prišlo do Tako. tega obolenja, vem, da je bil to stres in vem, da če sem bila prej zdrava in da je bilo vse v redu, da si jaz tudi to lahko nazaj povrnem. Pač tako sem čutila. Ne? Ampak bolj, ko sem jim to razlagala, bolj so mi govorili, ne, da to ni stres. Pa sem rekla, ja, kaj pa je? Ja, pač pride ne, do tega obolenja. Ampak nekako Zakaj, a mi ne? notranji glas ni dovolj, da bi se dotaknila teh tablet. Jaz ne vem, kako naj to razložim, ampak Wow. pač, ko čutiš, da ni ok, da bi to vzel, ker pač sem si šla pol tudi brati te stranske učinke tablet in sem rekla, aha, to je pa ful boljše, ali kako kar je zdaj. Vsak reagira, kakor začuti, ampak jaz sem začutila, da tablete niso zame. Bravo, pač le kapo dol. In kako si potem reševala to zadevo? Ne? Ker v bistvu tebi je udarilo na to, da si v bistvu hirala. Hirala, A ja. ne? Jedla sem ful, jaz sem se tako prav nažirala v enem obdobju, kile so šle pa sam dol. Noro, ne? In ja, mislim, še enkrat moram izpostaviti, da jaz bom večno hvaležna Mojci Fatur, igralki, ki je takrat delila to izkušnjo svojo v oddaji Od Zvezdane. A ne? Ja. In vem, da si ona v bistvu tudi na naraven način pozdravlja mielodisplastični sindrom in sem rekla, če je te ženski uspel, ki ima toliko hujš, kot jaz, zakaj pa ne bi še meni? Vse Wow. ona tudi sem človeka, ne smo Ja. vsi pač ljudje. In In je me bila nekako zdajle- res ganila ta zgodba. A veš, da je bila zdaj Ja. Mojca na knjižnem sejmu, imela sosedno stojnico Ja. in tako pač srčno bitje. Ja, In ima knjigo z naslovom Zdrava. tako sem že prebrala. Se je že prebrala, Ja. jaz je še nisem. Dobra je. Ja. In to je v bistvu za vse take ljudi, ko se nam zatakne življenje. Saj Ja. vsak pride na kakšno tako preizkušnjo v življenju, ki enostavno naredi drum, samo se sesuje. In takrat, ja, obstaja toliko različnih poti do zdravja, res pa je mečkan korajže, pa moraš imeti in ti si jo imela. Ja, mislim, se pravim, da mogoče to res ni za vsakega, zato ker se ti enkrat odločiš, da ne boš tablet, ni zdaj tako, ne bom tablet, zdaj bom pa čakal, da se jaz pozdravim. Ja, tako si ne boš pozdravil, a ne. Ti moraš res spremeniti življenje čist. No, zdaj boš pa povedala, kaj si ti delala, ker verjetno Ja. pač vse nas zanima. Kaj si delala, da si iz te točke, ko si videla, da samo še tvoje telo hira, da je v nekem kroničnem stresu, da, ne, tako kot pravi Joe Dispenza, boj ali beg v tem preživetvenem fazi preživetja. Kako si iz tega prišla do tega, da si danes tako, kot si? Mislim, tako sliši se zdaj, kot da sem se pa jaz zdaj odločila in tako je bilo to daleč od tega. Jaz, ja, odločila sem se že, ampak jaz sem probavala toliko nekih alternativ, ki mi sploh niso pomagale najprej, a ne, da si razjasnimo. Ker pač moraš sam najti način, ki ti pomaga. Jaz mislim, da tudi to, kar je meni pomagalo, ni nujno, da bo tudi drugmu. Lahko pa pač povem, kaj je meni. No, tako, res me zanima. Ja, jaz recimo tudi priporočam vsem knjigo od Joe Dispenze, oziroma vse knjige od njega. Mogoče, da začnejo s Placebo ste vi. Ja. Moja najljubša od njega je pa Postanite brezmejni. Tam je pa res tako odprla, wow, a ne? Mogoče je pa kaj več, kakor samo ta 3D svet. Fizično telo, Ja. ne? In kakšno moč imamo na to, da nastanejo nove povezave v Moč možganih. misli. Kako tvoja predstava dobesedno zdravi tvoje telo. Ja, ampak naj še to povem, da jaz sem te njegove knjige prebrala ene 3-krat, pa jo vsakič čist drugače doživiš. Ta prvič, ko sem prebrala to Placebo ste vi, bilo tako, zanimivo, pa verjamem, da je to njemu ratalo, ampak on je nek super bog. Ja. A ne, pa to verjetno ne bom, ampak verjamem, da so primeri, ki jim je to uspelo. Ta drugič, ko sem šla pa to brati, je bilo pa tako. Pa pismo se, zakaj pa tudi mene ne bi ratala, ne? Sej pač ni delo nič kaj tazga, kar tudi jaz ne bi znala. Ampak začela sem pa jaz v bistvu zdravljenje tako, da sem se najprej lotila neke take čist za moje pojme, diete, neke paleo diete. Aha.
s katero naj bi si jaz normalizirala vse A pa ti je hormone. šlo to? Sem zdržala 3 mesece, ampak jaz sem se tako slabo počutila pri tej paleo dieti, ker je bilo tako, da pač nisi smel niti, ne vem, kvinoje jesti, Nič, niti samo beljakovine, škroba. ne? In meni to v prebavi ni dobro naredilo. Mene je tako napenjalo. Ja, Tako, res ni bilo okej. In pač ta zdravnica, ki mi je to priporočala, sem rekla, pismo, jaz čutim, da bi rada dodala noter malo riža, malo kvinoje. Sej ne zdaj, da imaš, a ne, Velike količine ogljikovih hidratov, ampak vsaj nekaj. malo, ne, da? Ja. pač se mi zdi, da moraš res sam sebe počutiti. In potem sem tudi šla na ta intolerančni test, ki ti v bistvu vzamejo kri. In so mi v bistvu tam ti pokaže zelo dobro, katera živila tvoj telo podpira, na kere se pa malo slab odziva. In v bistvu na podlagi tega sem pol izločala živila. Recimo, meni kaže, da recimo ful ne prenese moje telo gob. Wow. Pa sem jih imela ful rada. Aha. Ampak a ne, mi je pa zanimivo, da enkrat, ko sem pa bruhala, ko sem nekaj zbolela, sem pa bruhala gobe. In jaz razmišljam, kdaj sem jaz te gobe nazadnje jedla. In se spomnim, 9 dni nazaj. Totalno, nič se mi niso pač, Prebavile, enostavno niso šle obležale v tvojemu želodcu in sploh jih telo ni hotel spraviti naprej. Tako, ja. A veš, in imam ene par takih živil, ki mi jih telo pač res ne podpira in teh pač ne uživam. Se mi zdi pa, da pač paleo dieta je pa res preveč specifična, ker pač enemu ustreza, enim pa ne. Jaz mislim, da je bolj, da si pač pogledaš, kaj tebi točno ustreza. No? A ne, ker jaz recimo prav te zadeve, jaz pravim, da telo itak govori z nami. A ne? Ja. In če opaziš, da po določeni recimo hrani, jaz vidim gluten. Takoj vidiš, a ne? ja. Gluten, jaz postanem odtekla. Jaz tudi napihnem se. Ja. Tako, prebavne težave imam. Pač, jaz točno vem, kdaj sem jedla gluten, pač si lahko povem. Pač imam prebavne pline, no pač povedan. Pač napenja me in prce imam. A veš, kako je to neprijetno? In jaz točno vem, spet sem tam. In na laktozo minimalno laktozo. No, vidiš, ka večina ljudi ima pa na laktozo, jaz pa laktozo čisto v motlah. Ja. A veš, in smo si res čisto različni. Meni recimo pira pa je tudi gluten, mi ustreza, zanimiv. No, vidiš? Bela moka pa ne. A ne? Tako. In No. se mi zdi pač, da če se res, jaz se prej sploh nisem znala poslušati telo, pa tako, ampak čim si tako, se mi zdi bolj čuječ, res vidiš, tako, kot si rekla, takoj pač Ja, po parih telo urah, ti a ti ustreza neka spregovori, a hrana ne? ali ne. Ja. In to je res prva stopnička. To je bilo prvo, ok. Ja. Ja. Ampak to daleč od tega, da bi si sam s tem Tako, pozdravila. ja. Prva stopnička, ne? Ja. Da res paziš, kaj ješ, kaj daš S to hrano v usta. recimo sem si povrnila nazaj menstruacijo, evo. Wow. Ja, ker jo res dolg nisem imela, ne vem, leto pa 4 mesece po porodu, a ne. Tako da s tem sem si recimo pridobila nazaj kile, pa vrnila menstruacijo, kar je bilo že veliko. Ampak ščitnica je bila še vedno v rasulu, a ne. Sem rekla, pismo, še nekaj bo treba, ne bo to dost, ne. Pol sem začela hoditi na razne neke bioterapije, res neke razne šamane, no to mi ni pomagalo, ker sem ugotovila, da okay, v tistem momentu mi mogoče za par ur pomaga ta energijska terapija, ampak ko se jaz vrnem nazaj domov, moram pa tudi jaz delati na tem. On mi ne more biti kot neka bergla, ne? Ja, ki jo obiščeš vsake toliko časa, Ja, ampak dejansko rabiš to ni nekaj, kar rešitev. boš ti vsak dan utkala, pač nekaj, kar bo postalo del tvojega vsakdana. Ja, ne? ti moraš postati v bistvu svoj bioenergetik, ne? Točno. ne da se Ja. zanašaš na Ja. nekoga. In pa sem v bistvu takrat začela pa izvajati meditacije po dr. Joe Dispenzi, kjer pa v bistvu ti svoj telo dejansko pretentaš, da je že zdrav. Ja. Ti dejansko moraš tako močno občutiti med meditacijo, da se te celice zdravo delijo. Jaz sem si tako res predstavljala, kako grem na ta odvzem krvi in me zbodejo in tako vedno me je bolelo, ko so me zbodili, zdaj me pa ne. In potem dobim te izvide in jaz sem tako hvaležno štopila in tako vzhičenje, radost, ko dobim te rezultate in je vse v mejah in jaz sem zdrava. In kar, ne vem, včasih med meditacijo so mi kar solze tekle od sreče. Ja. Ampak res, jaz sem si tako prav vizualizirala, manifestirala, doživljala ta trenutek, ko jaz dobim te rezultate in sem zdrava. Oh, a ne? wow. In res se je potem tako zgodilo. Ampak ne, pardon, če se lahko vrnem še nazaj. Ja.
pred to meditacijo je bilo pa tudi ful pomembno, da sem šla pa na psihoterapijo, kjer sem pa malo razpucala te zamere, potlačena čustva, hudiča, ki je bil v moji glavi, ker to bi ful opozorila, da če se nekdo odloči za neko naravno zdravljenje, bi jaz rekla, da ni v redu, da se o tem pogovarja z nekom, ki to ne podpira. Zato, ker ti ljudje, žal pa vem, da mogoče hočejo dobro namerno, ti govorijo, da ti ne bo uspel. Tako. In ti takrat ne rabiš teh besed. Ti takrat rabiš besede nekoga, ki ti reče, bravo, imaš to, jaz verjamem, da ti bo uspel. Ne pa da ti reče, leja, bazejdovka, avtoimuno obolenje, to je neozdravljivo brez tablet. In jaz sem to poslušala vsak dan od prijateljic, ki pač imajo tablete za ščitenco. In sem pač imela skozi umen tega hudiča, ki mi je govoril, imajo prav, ne bo ti uspel, tablete te čakajo v predalu. In jaz nisem znala utišati v bistvu tega hudiča in sem rekla, kako naj ga izklopam, da enostavno rečeš, pač tiha, dosta. In ne vem, takrat sem začela meditirati, pa tako po meditaciji si bil kul, pa se je pa spet vklopil ta hudič. Sem rekla, porka, jaz ga nekako moram dati ven, In pa sem šla v bistvu na to psihoterapijo, res sem 5 terapij in mi je ta psihoterapeut tako dobro svetoval, je rekel tako, Leja, ti naredi pakt s tem hudičem. Neko razumno obdobje si pač dej, dokdaj boš probavala to alternativno zdravljenje in reči hudiču, da do tega pa tega datuma ti on mora dati mir. Ker ti si se pač tako odločila, po tem datumu se pa on lahko začne oglašati. In greš na tablete. Ste slišali? To je pomembno za vse tiste, ki imate kakršnokoli avtoimuno obolenje. Ne vem, dobiš diagnozo, zboliš in ti vsi govorijo, vsi ti govorijo, ne bo ti uspel. Mislim, večino, ne vsi. So tudi kakšni, ki so me podpirali. Tako, ampak ogromno ljudi govori iz svojega strahu. In da daš, grem na svoj način do tega in tega datuma, če po tem datumu ne bo v redu. Še vedno lahko tablete. Tako. Seveda moraš pa skozi spremljati tvoje zdravstveno stanje. Mislim, pri meni je bilo pa tako, da na te uradne preglede sem tudi nehala hoditi. Zaradi tega, ker sem pač dobivala strani zdravnikov pač spet ta nocebo, ker pač niso verjeli v to zdravljenje in jaz sem se tam tudi njim lagala, da jemljem tablete, ker mi je bilo... Koliko vas je, ker imam stranke, ki reče, jaz grem zdravniku, pa povem, da vse pojem, pa vzamem zdravila, pa vidite, kako napreduješ. Ampak, pa na določeni točki sem si pa rekla, pa zakaj se jaz njim, kaj ena mala punčka moram tam lagati, to je moj telo, se lahko jaz odločam, jaz ne rabim se zdaj njim neki prilagajati, oziroma sem rekla tako, pač jaz sem se za to pot odločila, si bom pač sama plačevala te preglede, 40 € daš, pa si pač sam plačaš pregled hormonov za ščitenco, In sem pač si sama rajš plačevala, kakor da bi šla za ston, pa da potem poslušam eno zdravnico, ki mi govori, da mi ne bo uspel. A vidiš, koliko dobra pot. In jaz verjamem, veš, da s to tvojo zgodbo boš sigurno nagovorila nekoga. Upam, no. Boš, sigurno, ker, veš, današnji svet je okužen s strahom. In ta strah je vse povezan s tem, ne vem, pogledaj že kar, ne vem, cepljenje pa COVID. Toliko strahu, morate se postaviti v vrsto, zaradi tega, ker v nasprotnem primeru bo ne vem kaj. In mnogi, ki drugače so bili proti cepljenju, so se cepili. Ampak dejstvo je, da se recimo sploh pri cepljenju ne moreš odcepiti. Veš, tisti, ki si enkrat cepljen, si cepljen. In zdaj, če imaš posledice, to pomeni, da točno tako metodo lahko spraviš trupe ven iz telesa. Veš, vse isto. Zanimivo, ne? Ja. Mislim. Jaz sem pa še nekaj pozabila pomeniti, to, kar tudi ti omenjaš v svoji knjigi, ko imajo hormoni žur. Spanje je tudi zelo pomembno. To sem pa tudi pozabila, ne? Meni je takrat pa ful ob strani stal Miha, moj partner, ki mi je takrat res dal tako, da je on zjutraj prevzel otroka pa to, da sem jaz res dobila po 8 ur v kosu, ker je telo si je pa mogel tudi tako upomoriti. Fizično, da si jih vse prišla. Tako da bi rekla, hrana, spanje, psihoterapija, meditacija. Da narediš v bistvu sam sabo neko za obljubo. Tako. In ko sem pa to res ponotranila, pač, da mi bo uspel,
potem so pa začele biti meditacije efektivne in je potem se zgodila ta sprememba. No, Ampak vsa krasno. ta pot od tega, kar sem jaz vedela, se pravi, da imam to avtoimuno obolenje, pa ko sem se pozdravila, je trajalo več kot leto pa pol. To je bila dolga pot, to ni zdaj tako, da ti čez 2 meseca. Točno, pa ali si pa čez zdrav. 14 dni. a Ne? Ja. Ne mi še to povejo, ne? Glede na to, da pač jaz pišem v ščitnici in da tudi mnogim strankam sem tudi pomagala s tem, da sem jim dala vitamine. A si ti kdaj kakšne vitamine jedla, ali kakšen je tvoj odnos do vitaminov, ne nazadnje? Rekla, da jih zelo malo jemljem, ker se mi zdi, da še vsem prehrana je pomembna, ampak jemljem pa dvoje, se pravi en magnezij čisti iz alg, pa omega 3, ampak vse pazim, da so naravni. Ja, no, Ja. ker, veš, zakaj te sprašujem? Zato, ker prav pri hormonih je v bistvu omega najbolj pomembna, ker so hormoni topni v maščobah. In če ti nimaš maščob, enostavno se nimajo kam vezati, ne? Prav omega 3 maščobna kislina. Ne? No, glih tega je. Ja, ta je ful pomembna, pa druga stvar, tudi magnezij recimo, je pa najbolj pomemben mineral. Dobar, poleg soli, natrij, pol veže vse ostale, ampak magnezij je vžigalca v celici. In ti, če nimaš magnezija, ne pride do vžiga, ne pride, veš, tako kot ni iskre. Ni iskre, ni proizvodne energije. No, tako da, Ja, tako neki vitamini, ampak to, kar pa zdaj pretiravajo, da jih moraš pa, ne vem, 25 na dan, to je pa... ne, Ja. ne. Je res treba pač spet eno zdrava kmečka pamet, ampak tisto, kar s hrano ne dobimo. Ne? To je pač moje mnenje, tudi sama jih uporabljam. Ampak sploh v tem primeru, ne, zdaj, če sestaviš tvoje zdravljenje, koliko različnih stvari te je pripeljalo do tega, da si danes popolnoma zdrava. Ja, A ne, ne samo ena. Ja. Peva mehen zdaj še na Joe Dispenza. Ja. Glede na to, da mogoče, ne vem, da ti povej s svojimi besedami, mogoče za nekoga, ki ne pozna njegovo zgodbo, a ne, ker mi dve nama je tako normalno, da vsi vejo, kdo je Joe Dispenza. Ja. Njegova zgodba je res markantna in to, kar on uči, kako lahko samo s pomočjo svojih možganov narediš spremembo. Ja, on je v bistvu imel eno ful hudo prometno nesrečo, ki si je hrbet v bistvu polomil. In je bilo pač takrat tudi rečeno, da bo mogel iti na operacijo. On si je pa v bistvu, mislim, da je doma, ne spomnim se, 2 meseca ležal in je tako po ne vem koliko ur na dan meditiral in si predstavljal, kako se njemu zrašča skupaj. Ja. In še tako mi je zanimivo pri njegovi zgodbi, je tako, prva je bilo, če gre na operacijo, je možnost nek procent, da operacija ne uspe, se pravi bo invalid. Če ne gre na operacijo, bo pa tako invalid. Se pravi, v vsakem primeru je bila neka diagnoza, niti pomoči, pač ima zlomljeno hrbtenico, invalid boš. Je rekel, in tisto, kar sem imel celo, so bili moji možgani in sem si predstavljal, kako nove celice nastajajo. Ampak je tudi rekel, da mu ful dolg ni uspel, ne? Da je bilo isto tako. A veš, kaval, da imaš pa kanček tega dvoma, ki ga je pa skozi... Itak. Šele takrat, ker je res to čist prebil mu je ratalja. Ja, in tudi neverjetne ozdravitve na njegovih delavnicah. In, ne vem, jaz ga spremljam, njegove knjige, obožujem, tudi njegove meditacije in tako naprej. In zdaj mogoče za vse tiste, ki mene spremljate, pa reče človek, čak, njegove meditacije, pa tvoje meditacije, v tem je, zakaj pa ne oboje? Tako, v čem je razlika ali pa zakaj pa ne oboje. Ne? In v bistvu te moje meditacije so pa pač itak se mi sestavlja ta zdravilna molitev dekodiranja skupaj. Ja, čudovita. Je pa povezana s tem, da greš na čustvo, ki se je zataknilo nekje in ga poskušaš najprej pogruntati, katero čustvo je zataknjeno. Recimo, če jaz gledam na mojem porodu, recimo prvem, Sara se je prezgodaj rodila, 2-krat popkovina okrog vratu, vijolična je bila, pač samo odnesli so jo stran. V glavnem strah, da mi bo umrl otrok. In ta strah, da mi bo umrl otrok, me je preplavil celo noter. In to je toliko hudo in tebe v bistvu ta strah, po moje, tako močno sesul, da te enostavno ti ni dal živeti. Ja, mislim, sigurno. Ja. Se mi zdi tako, da
da je ta vera vse. No. Pač jaz pravim, v življenju nikoli ne smeš obupati, pa nikoli ni prepozno za nič novega. No. To pa res. A ste slišali? Lejte, Milejo vsi poznamo, ki hodi lepo, fletna, luštna, prijazna, hodi v hribe. Ampak če gledate njena zgodba se je čist sesul življenje in je šla dobesedno iz nule se graditi. In seveda jo pa vsi vidimo, ja, lepa, luštna, prijazna punca, ki pač malo sprehaja ljudi. Ja, to je eno, ne. Ko lahko na televiziji izgledaš, zasebno je pa marsikaj lahko drugače. Ne? Vsak ima neke križe, nese čez življenje. Pač se mi zdi, ne vem, da smo z namenom dobili neko preizkušnjo v življenju. Jaz tudi tako pravim, pač res se čudno slišam, ampak jaz sem ful hvaležna za to sesutje ščitnice, ker jaz po moje ne bi, mogoče cel življenje ne bi začela drugače razmišljati, mogoče še danes ne bi meditirala, jaz prej nisem nič meditirala. Aha, te je bilo tako malo... Jaz smejala sem se tako, še spomnim se z Denisom Avdićem, sva je nekaj let nazaj sva snemala oddajo, pa sva se, a ti meditiraš, a ti? Ne! Da jaz niti je rekel Avdić, še oči ne znam imeti zaprtih, sem rekel, jaz tudi, to je kar nekaj, a veš, je. Ja? Kako te pač jaz temu rečem, da te duša pripelje do teh življenjskih izkušenj, ki jih moraš dati skozi in se učimo lekcije duše, ne? Ja. Da naredimo to lekcijo ali pa pogrnemo, ne? Seveda se pa pol takrat, ko pa smo na tistem, pa rečemo, zakaj meni, zakaj glih jaz? A je to je bilo pa itak na začetku, ta vloga žrtve. A ne? Pa rečeš, zakaj pa ne meni, očitno pa si Julijan zbral mene, a ne? Točno. Jaz mislim, da ja. Mislim, jaz sem prepričana, da ja. Ja. Ne vem, a si brala knjigo Otroci so iz nebes, Potovanje duš? Nisem. Ta knjiga je prav skozi to napisana, kako si izberemo tako svojo družino z namenom, da bomo ozavestili neke lekcije. Se pravi, dobimo točno to družino, si izberemo, kot bi gledali na nekem ekranu, da si izberemo starše in si v bistvu izberemo kuliso. Wow. S katerimi starši bomo predelali neke lekcije, da imamo svoje vodnike in da v bistvu, da je to že vse predogovorjen in sploh, ko pride ta déjà vu, veš, kar reč, to sem že doživela, je povezan s tem, da v bistvu imaš kot nek idealen scenarij, kako ne bi potekal tvoje življenje in kot tisto, ko pride ta, to sem že videla, ker je v bistvu dušni spomin zadej, da tako, ko se rodimo, da isto pride kot nek film našega življenja, kot takrat ta življenje po smrti, kar rečejo, da vidijo naenkrat celo paleto svojega življenja. Mislim, jaz osebno verjamem v reinkarnacijo, ampak vemo pa pač ne. Mislim, da ima vsak neko svojo vero, ki ti pomaga, da ti je lažje v življenju. Mislim, da če nekaj verjameš, je ful lažje. Ja, ampak pač itak, jaz ne morem trditi, ali imam jaz zdaj prav, ali ima nekdo, ki veruje, ki je, ne vem, budist. Ti itak verjamejo v reinkarnacijo, veš? Ja. Pa so pa hinduisti. Ja. Kristjani pač. Mi pa ne? Ampak recimo je pa dokazan, da leta 325 so zbrisali Svetega pisma vse, kar spominja na reinkarnacijo. A res? Aha. Ja. In so potem ljudi, ki so zagovarjali reinkarnacijo, so jih usmrtili. In pač... Dobro, da smo v teh časih. Bi že stavljali, vesela ali pa ampak mogoče le, da se jaz motim. Jaz pač tako čutim, da je prav in mi ta vera pomaga in pač toliko se je zgodilo nekih stvari, ki ne moreš reči, to si pa zmišljuješ, ker te energije pa to, ko zaenkrat začneš meditirati, veš, da jaz čutim, da ko umrem, da ni pol to, no. Ta energija pač nekam gre, no. Tako, ker to je dokazano. Energija je neuničljiva in najmočnejša energija, ki jo imamo, je srčna energija. Ja. In seva približno 2 metra okrog nas. Si lahko to predstavljaš? Ja. In je 5000-krat močnejša kot moč uma. In če si to predstavljaš, kako imamo močno energijo tukaj, da ima srce dobesedno svojo zavest. Veš, kaj rečemo, to pa občutam. A ne? Ja. Ne rečem, to pa občutam. Rečem, razmišljam, se primeš za glavo, ampak veš, jaz to občutam. Ali ti je prijeten, ne tako, ali imaš pa nek krč. Tako. Ja.
In, in to, ker midve so se dobro spoznale 10 let nazaj. Ampak zdaj je bil ta prav trenutek. Ja, Jaz recimo takrat sem čisto drugače razmišljala, kot zdaj. Tako da ne vem, če bi se takrat šle snemati, bi po moje, ne vem, če bi se to kojele, ker jaz nisem bila na istih vibracijah. Točno, ker... Mislim, da ljudje pridejo v pravem trenutku, se nekako poklopijo stvari in zdaj pa mogoče za vas. Če imate občutek tako v življenju, da se ne poklopijo stvari, da prideš do konca nekaj, prav do stene, mogoče je pa čas za dvig vaše vibracije. Ker ti spremeniš vibracijo, pridejo pa kar drugi ljudje v tvoje življenje, se nekako poklopiš, nekam te potegne, nekaj se zgodi. Tukaj je lepo, tako res zadnji let, kakšni ljudje prihajajo v moje življenje, se rečem tako prav, wow, res. Ja, pa se si ti tako, veš, recimo, jaz sem videla, kako so naše živali jo sprejele. To jaz še nisem videla, res. Da bi pred nekom, ki pride v hišo, se dal takole na hrbet in da pač ne. Ali pa tako, ker je sedel tukaj. Ja, ampak, veš, živali itak preberejo tisto več okrog nas. Veš, živali, veš, včasih vidim kužka, ki laja nekam v prazno. Kaj je nekam vid? Sej, jaz bi tudi to videla, ne? Ampak zakaj laja? Nekaj vid, nekaj več. Ja, čut. Ja. Jaz mislim, da prav fizično vidijo, veš? Wow. Jaz mislim, da imajo ta spektr širši, ker mi ne vidimo ultraviolične svetlobe, pač mi vidimo en delček tega spektra svetlobe, oni po moje vidijo takole. To je moj oseben mnenje. Ja, mislim, pa tudi ta druge čutila imajo čisto drugačne, razvit. Za en življenje bi bila pa, ne za en življenje, za en dan sem hotela reči. No, to sem prej hotela reči. V glavnem, samo za en dan bi bila tako. V reinkarnacijo, recimo hinduizem, oni imajo čudno vero. Glede tega, če ne boš dovolj priden, ustrežljiv, si lahko v naslednjem življenju, pa ne, krava je še v redu, podgana. A veš, ko greš nazaj. Jaz sem tako malo, kako bi rekla, mojo interpretacijo tega, ne. Jaz mislim, da se jaz kot, zdaj, če sem človek, ne morem reinkarnirati v žival. To je moja teorija. Moja tudi. Jaz mislim, da se pač spet v človeka. Tako. In predeluješ, spet predelaš neko lekcijo z približno istimi ljudmi, sploh če ostane zataknjena energija. Veš, ko te z nekom tako poveže skupaj. Enostavno srečaš človeka, ga moraš srečati. Te poveže neka energija z namenom, da pač odplešeš ples s to osebo. Ja. Včasih res tako začutiš, da enega že poznaš od nekje prej, pa ne veš od kje. To je to, to so pretekla življenja. A si gledala mogoče film, kako je, kuža se reinkarnira? Kaj že? Ja, sem gledala. Ja. A si ga gledala? Jaz se ne spomnim, kako se konča. Ja, pač itak je za jokati cel film in na koncu se najdeta s prvim lastnikom. Začne se film na ta način, da je en fant, ki se igra s svojim kužkom in ta kužek potem, pač ko teh 15 let preživi, umre, in potem je naslednje življenje od tega kužka, ampak vseeno se spremlja ta prvi lastnik, njegova zgodba. Tako, a veš, malo se delčke spominjam, ne pa rekati, da se to kukar ti cel film spomni. In na koncu pride kuža k njihovi hiši in ta gospod je pač že tam pri 50 letih, in je prepoznal dušo tega svojega psa, ker se je obnašal isto. Zdaj bom jokala. Če grem tisto čustva tega filma, ampak itak je za jokati, ker se najdeš z istimi ljudmi. Ker jaz verjamem, tako kot je v tistem filmu prikazan, kako je on prepoznal to dušo svojega psa, se tudi mi ljudje prepoznavamo po duši. Ja. In pri nekateremu ti tako toplo pa rečeš, veš, tako, samo zastisam. Ne znaš povedati, zakaj. Pri nekom pa narediš tako, ne vem, kaj narobe, ampak nekaj je narobe. Ja, pa s takim se pa ne družiš. Tako. No in je pa ta knjiga Celestinska prerokba. Prvi del govori prav o tem, da je v bistvu ne večkrat tako, če imaš do nekoga prav občutek, da ti nekaj slabega naredil, da pač mu ne moreš zaupati, da je ne večkrat povezan s tem, da te tak človek
ubil v enem od preteklih življenj. Oh my God. Ja, to res sploh ne razumem. Srečaš ljudi, ki te na nek način morijo. Ja. No, jaz drugače pri mojem delu vseeno grem tudi v te zapise, in tako moji gledalci to vejo. In so mi zanimivi te zapisi preteklih življenj, ker vem, da se tam zatakne energija in želim poiskati to čustvo, ki se je zataknilo, ali pa zaobljuba. Recimo včeraj v okviru mojega tečaja smo odstranjevale, povečini imam ženske, zaobljubo iz enega drugega življenja, da nikdar več ne bom lačna in recimo ženska ne more shujšati. In zdaj je začela meditirati, se je pa začela še rediti. Namesto, da bi se preoblikovala v pozitivno smer, je tisto, kar noče in je zaobljuba, da ne, bo ostala tako. Nobene spremembe. In to so res zanimive zadeve. Pa nekdo, ki ne more najti partnerja, zaobljuba k samosti iz enega drugega življenja. Ali pa nekdo, ki mu nič ne rata v življenju, pač finančno, zmerom brez denarja. Zaobljuba, da bo vedno brez denarja. No. To je brez denarja. Dokler tega ne počistiš in to zdravilno molitvijo dekodiranja počistiš te zaobljube in pač neverjeten. In ti dejansko poročajo, da je bilo pa se pa spustilo. Ja, pač ozdravitve fizične tudi prihajajo, ker v bistvu čustvo do tega, da se začne kar dogaja, da začne kar ker odstraniš tisti hakalček, ki te drži na to, da ne moreš iti naprej. Lepo. Ja, pač ti bom dala še, veš, kjero knjigo ti bom podarila. Ko imajo duše žur, ti bom podarila. Čak si, ja, to si dala pa takrat tudi eni mojim gledalkam, ki smo bile takrat na potepu. Ja. In zdaj jo bom pa tebi podarila. Pač jo bom tamle, ampak prav čutam, da je zdajle, pa ne vem, boš videla, če te bo potegnila, ampak je prav pišem v tem potovanju tudi ženske, zloraba svete ženske energije, ker, a veš, to imamo vse v zapisu, a ne? Potem se mi zdi, da je ta ženska energija toliko pomembna, da jo res začutiš in da si tak, kako se reče, ženstven, da se imaš rad, da si sam sebi privlačen, všeč. Ja. Ne mi povej, Leja, ste kdaj imela težave s slabo samopodobo? A veš, da to pa ne, moram potrkati. Hvala Bogu. Ja, to pa mislim, da sta zaslužena mami pa oči. Ja, zato, in nisem jih spoznala in če boste gledala tale posnetek, pač tako krasna starša imaš. Ne, to je pa res. To pa mislim, da je sigurno ta slaba samopodoba izvira iz otroštva. Sigurno. 100 milijonov%. Pač ne vem, jaz sem bila za očija vedno una princeska, mami mi je vedno tako prav samozavest me ščitila. Res sta dobro vplivala na mojo samozavest. To pa res sem ja, ful hvaležna. Ja, in sta res krasna tvoja starša, ker sem jih spoznala oba dva. Mami sem že prej spoznala, ker sva enkrat imela predstavitev knjige, ko imajo hormoni žur v knjižnici. Ja, ki je bila knjižničarka. Na Škofljica. Zdaj sem očeta še spoznala na predstavitvi tele tvoje knjigice. Tako da res čudovita starša. In zdaj tisto, tako, kako smo mi starši, ker velika ti svoje bolečine je tako, prideš preutrujen, in je tako, daj mi mir, ali pa še kakšno kritiko daš otroku, kakšno težo pustiš pri otroku. Kakšno težo, in se potem lahko pol življenja ali pa celo življenje ukvarja s slabo samopodobo ali pa da ni dovolj dober, ja. Ja. Ker pač mislim, a veš, da ne vzek kdo mislil, da so me zdaj narcistično poveličevali, to tudi ni okej, ampak tako, da so res verjeli vame, da pač stojijo za tabo, da te pač podpirajo. Tudi zelo pomembno je bilo, da so me naučili ceniti denar. Ja. To se mi zdi ful pomembno in to si tudi jaz želim dati Julijanu, da začne. Jaz sem začela prvič delati 15-16. Mi je mami rekla, da boš te ustvarjalne delavnice, ful rada rišeš, ustvarjaš, pa da boš videla kako je. Super. Zato, ker recimo, jaz sem si ful želela postati učiteljica razrednega pouka, pa rekla, boš tole videla, da vidiš, če je to zate, Wow. In sem probala in sem videla, da to absolutno ni zame. Ker sem rekla, toliko otrok je pa zelo, vsa čast učiteljcam, vzgojiteljcam,
to je res naporna služba. Je. In, a vidiš, sem se v bistvu naučila, da ni tako simpel biti Imaš pa to lepo vzgojitelj. energijo, da sigurno bi bila, da se otroci verjetno lepijo na te, ne? Ja, saj so se, jaz, ko sem končala s temi ustvarjalnimi delavnicami, sem šla domov, sem šla sam spat za 2 uri. Čisto. Energetsko so me čist požrli. Aha. Tako da jaz za ful otrok nisem. Priznam, svojega otroka pač itak obožuješ, ampak drugi, ki imajo toliko nekih od doma stvari in ki se res prelepijo na te, je bilo pač težko. Ampak prvi denar je bil, sem videla, da ni tako enostavnega, ne. Pa videla sem, da to tudi ni zame v življenju. In sem pol veliko nekih služb sprobala čez študentska dela, da sem videla, da je pa novinarstvo zame, da je to, kar mi vibrira, ne. Ja, dajva se še mečkam to, kar si omenila. Niso me vzgajali narcisistično, ampak pač jaz verjamem v to, da starš težko vzgoji narcisa. No, če mu skozi govoriš za vse, kar naredi, bravo, ti si pa tukaj, ne vem, če bi mi vsako minuto rekel, kako imaš pa ti najlepše laske na tem, mislim, daš kompliment, ampak ne, da ga zdaj zasuvaš vsako minuto, a ne, tako sem mislila pač. Veš, jaz pa mislim, da prej nastanejo te narcisoidni ljudje skozi rano, ker niso dobili tega. Aha. Ker so bili tako močno ranjeni, da v bistvu iz tega potem v odrasli dobi ima pokvarjeno srčno čakro. Zdaj sem prav poslušala en podcast, ne vem, pa če poslušam Lewis Howes, ne vem, če si slišala en tuj, v glavnem en Američan je imel gostjo in prav sta prišla na narcisoidne ljudi. In je gost reče, jaz upam, da sem to tam slišala, lahko da sem kje druge, če sem kje druge, pa če je slovenski podcast, se upravičujem, ampak tisto, kar mi je ostalo v možganih, je to. Narcisoidnega človeka ne moreš naučiti čutiti, to je tako, kot da bi slepega človeka učil gledati. Se pravi, ima okvarjen en senzor. Tako kot nekdo, ki je slep, pač ne vidi, je senzor za vid okvarjen. Nekdo, ki ima pa narcisoidno osebnostno motnjo in stopa na čustva ljudi brez čustvovanja, ima pa v bistvu pokvarjen srce. Sam kako so mu ga pa tako pokvarjali v otroštvu? Ja, ranjen, tokrat zavrnjen, mora biti spolno zlorabljen, tokrat kaznovan, mogoče pokrivan, tokrat zanemarjen, tako. In to je pa zdaj slovenski podcast sem poslušala, Aida, kaj že? Selakovič. Klemen Selakovič. No, on pač, ali pa sem tam to slišala, ampak v glavnem, kaj je rekel njegov sogovornik? Je rekel, da je prav pri teh ljudeh, ki so bili tako močno ranjeni, je problem v zanemarjenosti, polna soba igrač, ampak staršev pa ni bilo. Verjetno sem ta stavek tam slišala. Ampak to polna soba igrač, ki so pa starši, preutrujeni. Da bi kdaj na izlet pelali, pa poslušali, kako je bilo v vrtcu, da bi povedal. Poslušali njegovo pesemco, tudi če ne poje, najlepš pa ploskali zraven, ker je njihov otrok. Ali pa ko nariše risbico, da vidijo tisto risbico, ali pa prinese 3 kocke, pa reče, wow, vidiš, kako ti gre. Jaz v bistvu bolj pazim pri Julijanu, da ko mu nekaj uspe, da rečeš, ne samo bravo, ampak wow, opazim, kako si se potrudil in da si pa tukaj pa res bil natančen, da tako, ne samo da rečeš bravo, ampak da ta njegov trud opišeš. Ja, to se mi zdi tako, da je fajn, da on vidi, da si ti opazil, kako je on prišel do nekaj, kar mu je uspela. Ja. Pač to je toliko pomemben in je spet čas, čas. Tako da jaz mislim, da res te ljudje, ki so ranjeni, so samo tako zelo močno ranjeni, da imajo pač pokvarjen senzor. Da enostavno ne morejo več čutiti, sočustvovati, ker je bilo vsega preveč. Se pa so nekaj še spomnila pri Julijanu, da smo vedno govorili, da ga imam najrajš na tem svetu. Pa reče, jaz imam pa tebe najrajš na tem svetu, pa mu rečem, ampak ti moraš med sebe še bolj rad, pa rekel,
ja, ampak se ti si rekel, da imaš mene najraje, pa sem rekel, ja, ampak jaz sem tvoja mamica, izumela tebe vedno najraje, sem ti pa ne mene, ampak veš, ker tako starši, ne moja mami tudi se mi zdi tako, da je vedno mene dajala res na prvo mesto, ne, ampak pač, ja, jaz bi za otroka, to je edina oseba, za katero bi umrla. Tako je pred mano, lej, Ja. pač on pa zdaj upam, da ne zame, no. Ker še vsem pač se veš, da starši hočejo, da ni otrok tisti, ki pred njimi umre, no. Da smo še malo na to robno, ampak Ja, ne, samo pač on bo vedno zame pač na prvem mestu, ne. Ja, itak. Za njega, itak. Pa to, a veš, v bistvu to starševstvo se množi, a veš, ni da pol, ko imaš še enega otroka, se razdeli ta ljubezen, ampak se pomnoži. Dober. Veš, tako, a ne, ko si rečeš, zdaj te otroka imam toliko rada, ne, ker pri meni je bila Sara stara 4 leta, ko se je Pija rodila, in itak si norna tega otroka, ne, ampak dejansko se množi ta ljubezen, ni da se razdeli na 2 otroka. Pač, to je noro. In da veš, kaj bi pa jaz, recimo tako, če zdaj jaz pri mojih gledam nazaj, česa bi mogoče mogla več, ko smo imeli 2. dojenčka, pa pol še 3. dojenčka, da si vzameš tisti čas samo za enega otroka in greš na izlet. Kot na zmenk, sam z enim. Aha, ok. Tega sem premalo. Torej, Beka Dremelj ful dela, ne? Ja, to je toliko pomemben, ker najprej je bil ta tvoj otrok samo tvoj svet, ne? In pol pride itak dojenček, ki si z njemu prezaposlena, ne? Vse prvo leto vemo, koliko je dela z otročkama, ne? In da takrat, da prav namerno enkrat na teden pustiš otročka, tudi če dojiš v varstvu in enostavno greš na zmenek samo starejšim. To je ena taka stvar, ki jo bi sigurno drugače naredila. To je pa ful dober napotek. Pač tako, ko razmišljam, ne zdaj samo tako odrasle, ampak vseeno, ja. Pa še nekaj sem pozabila poudariti. Seveda pa tudi ne smeš na partnerja pozabiti, ko imaš otroka, ne. Saj ti je otrok najpomembnejši, ampak tudi partner je pomemben in midva še vseeno hodva tako na zmenke, ne. No, daj to povej. Recimo, imata kakšno rutino? Ali imata, ne vem... Ja, kar hribovsko rutino in gurmansko. Res? Pač se zdaj ne greš to vsak teden, ampak ne, če nama pa na 2 meseca rata, pač da greš na nek hribček, zdaj ne vem, bova imela glih obletnico, pa bova šla najprej v savno, pa na kosilo, ne. Pa se mi zdi že to pač fajn, da se malo povežeš, ker pač otrok bo enkrat šel, a ne, ti už pa pol sam bo pa tako, wow. Nastane prazno gnezdo. In je to tako pomemben, da sprot gradiš ta odnos, ne. Dobar, jaz sem zdaj itak samska, ne? In sem šla v soboto. V soboto sem šla plesati. Je bilo dobro. Res. Ja, pač sem rekla, jaz rada plešem. In sem se skorajžila, a ne, ker itak doma na kavču itak se poznaš, ne? In jaz si tudi naštimam doma glasbo, pa plešem, ker mi je fajn plešati. Wow, kako dobro. Meni je to dobro. Pač. In salsa klub tukaj iz Sežane in sem šla na njihov ples. Sicer ne znam toliko plesati, kot oni, ampak mi je bilo dobro. In sem prišla čez eno domov in sem se dobro imela. In si se naplesala. Sem se, vem, da bom pač 10 let ne plešem v paru, veš, to pusti posledice, tako da bom morala nekaj časa te noter pridem. Sem ful faca, lej. Ampak ni pa to, da bom zdaj obtičala domov, pa rekla, ni nobenega, ki me bo kam pelal. Ja, pač sama sebe pel nekam, ne? To je pa tudi, ne, to pa sva tudi pozabile povedati, ker si mama, moraš posebno si tudi čas zase vzeti. Jaz imam tako 2-krat na leto, jaz za 2 dni grem s prijateljicami sama na morje. To sem pa videla na Facebooku. Ja, in tako je. In Julijanu čisto nič hudega, je pa z očem tiste 2 dni, tudi nič ni, da bi bila kakšna drama, da bi jokal, kje sem. On ve, aha, mamica rabi pač tudi za prijateljice. In ko pridem nazaj, vse isto. In ravno tako gre moj mož. Tudi 2-krat ali pa 3-krat na leto. Ne, pač rabiš tudi mal čas zase. Lej, in to so stvari, ki mislim, da nekar tipična slovenska ženska zna biti žrtev, ne? Ali pa imaš pol ful slabo vest.
Ja, nisem Ampak dovolj ne, ker jaz naredila. pa, ko pridem iz tega morja, jaz sem pač iz druga mami, veš, to imaš pol toliko energije. Ja, pač rabaš malo to žensko druženje, tako pač meni to ful pomeni, pač moraš tudi zase poskrbeti. In takrat se tvori progesteron, pa estrogen, sploh estrogen, ko se povezujemo z A ja, ženskami, imamo klepetanje. In sploh, ko prideš polka zalita roža domov, ne? Ja. In vsi od tega imajo še več. Ja. To sploh ni toliko z denarjem povezan, kot je povezan z odločitvijo, z vrednotami. Ne? Ja. Kaj je vrednota? Številka 1 v mojem življenju je zdravje. Če ne bom delala nekaj za svoj zdravje vsak dan, le moje zdravje mi ne more služiti. No. Kaj zdaj Tale naprej naša nazaj? Lili, Kakšne lepe modre oči imajo. Wow. ja, pa copatke ima, veš. Ja, vidim, ja. In zanimiv. Lili je ime zaradi tega, ker je bila moja zadnja punčka Lili, ko sem se še igrala s A punčkami. res? Lili. Lili je bila in pol tisti Lili je odletela glava, ko je bila že toliko stara in mi niso nove punčke kupili in zdaj imam pa mucko Lili. No, fajn, evo. Zdravljenje moje otroške travme. Jaz sem imela pa skozi travmo, ker sem imela pa samo enega Kena, ne, in toliko barbik pa enega Kena in mi niso kupili še enega. In pa se spomnim, da sem pa 3 barbike postrigla, da sem pol imela kao Kene. Tako da, ja. Ja, ti si že ta generacija, ko so bile že barbike, veš, ta generacija moja, ne, so bile pa še te plastične lutke in so imeli še plastične lase. A ja? Ja, ja. Aj, ne, mi smo imeli prav ta prave. Ja. Sam je tudi to bilo v redu in ni zdaj tako, da bi jaz bila zelo bogareva, ker mi je mami samo enega Kena kupila, ampak je to prav, ker jaz sem imela to hrepenenje in ker prišel, ne vem, a veš, dedek Mraz, ne, sem jaz si cel let želela neko igračo, ne, Lego kocke in to je bilo ful, a veš, da ti znaš ceniti to, kar dobiš in si pol toliko bolj srečen, kot če bi zdaj vsak teden dobila neko novo igračo in bi bil pol nov let in bi bilo tako, še ene Lego kocke, ne. Ja, To ja. hrepenenje se mi zdi, da bi mogli nazaj vrniti otrokom, da pač da cenijo, ne, da Ja, skozi čeprav dobivajo. zdaj živimo v takem obilju, da ne vem, če je to prav možno glede igrač. Da tisto, kar pa vem, da zdaj je Sam mi sigurno... vsem to delava. A delata? Imamo tako, ja, da pač ve, da bo za dedka Mraza in on komi čaka, ne, da bo A pol to res? igračo dobil. No, ker Ja. recimo jaz, če gledam, takrat so pa pol moje punce že imele tudi žepnino, pa nekaj za rojsten dan so dobile denarja, veš, pa so si same kupovale pol barbike, pa kine. Kot je bilo. Ja. Je bila Pija še čist mečka, Anja je bila dojenček, Pija je bila stara 2 leti in še ni razumela vseh izrazov. Sara je bila pa stara 6 let, ne? In oni dve poštimata te barbike in se igrata in reče Sara, moja zdaj gre na veselico. Ja. In Pija ni razumela izraza veselica. In naredi tako, kam? In ta reče, na veselico, Sara reče. In Pija spet, kam? In spet, na veselico. In spet Pija ponovi, kam? In v glavnem Sari je eksplodiralo, pač ni več imela potrpljenja in vzame barbiko in je udarila po glavu. Na veselico, to vsi razumejo, veselico. Ni vedela, ne. Ni vedela, ja. Ampak Skratka, te igrače. Ampak joj, pač, če že midva to, ki jih ne dava, jih itak absolutno preveč dobi. In Je se pa veš, pa pol časa, babice ne? razvajajo, pa za rojsten dan 20 unih igrač. In pol je to tako, en dan pogleda, pa stran vržen, tako prorečeš, joj. Je pa pol čas, tisti, ki ga pa otrok ne več rab, za moje pojme. Ja, To je pa kakšne tisto, kar je igrače. ne več ureden pri otroku. Vidiš, tam mi imamo kvačkanje pa štrikanje. Ko se je začela korona, sem jaz ta malo hčerko Anjo naučila kvačkati. Zdaj je obupala nekje pri štrikanju, se še ni naučila, ampak se tudi uči, čeprav zdaj je samo odrasla. Ne? Ja. Ampak so take stvari, a veš, te ročne spretnosti, da jih naučiš. Super, Ful no, zanimive. če bo kaj za to kvačkanje, ne vem. Ja. To je zdaj še Zaenkrat so zdaj prezgodaj. bolj dinozauri pavti. Ja, pa fantje, veš, to Ja, pa malo je fantje. drugače, ja. Ja. No, tako da vidiš, zdaj, če razmišljam, se mi zdi, da sva kar lepo poklepetale. Sva ful. Ja, veste, tisto, kar ste sigurno vi tudi začutili skozi tale klepet, le je ena taka preprosta, srčna punca, ki si upa živeti. Pač tako te jaz. Oh, wow. Ja,
upaš. A veš, Wow, to je pa še noben ni tako dobro rekel. Kako lepo. lej, tako te Hvala. jaz čutim in na koncu koncev, a veš, tudi pogledam tvoje podcaste in tudi vidim, kako lepo peleš besedo z enim, z drugim, s tretjim. In, a veš, smo na različnih, a veš, vibracijah, a ne, ali pa različna zanimanja imamo. Ampak z vsakim človekom najdeš neko stičišče, najdeš neko zanimivo temo in sprašuješ, vlečeš me res zanima. Ja, se to je tisto in imaš ti žive Vem. učke, ki te zanima in imaš tako tega Radovedna sem bila otroškega pa vedno, to je pa duha v res. sebe, veš. Tako te jaz čutim, vidim, da imaš tisto živo energijo v sebi, ki enostavno, to je pa življenje, a ne? Ja, čisto isto lahko zate rečem. Ti tako kar kipiš, a veš, jaz tako res rečem, kako si ti tako seksi in to tako tvoja koža in tako pač, a ne, a veš, bi komu trah rekla, aha, ta Minka je pa 40, si pa mnogo več. Ja, v Res. 56. letu sem zdaj tako. In a veste, kaj je zanimivo? Od lenjega očeta sem par let mlajša. Ja. Ja, tako sva A veš, to razlike v letih za prijateljstvo nima nobene veze. Jaz sem Ne. zdaj najboljš, sem se res poštekala z 92-letnim Cenetom Grilcem, pač pa le neverjetno. koliko je starejši, pa res ni to ovira, da se ne bi družili. Kakšno življenjsko energijo Ja. ima v sebi. Pač tako, kakšno življenjsko energijo. To je to. Pa to, a veš, kaj si glih filme ne omenila, takrat, ko smo se pogovarjali, sem pozabila. Moj najljubši film še zdaj je Življenje je lepo, ki se dogaja v bistvu v taborišču. Ja. In je tam prikazan, da koliko lahko še v taki grdi situaciji najdeš neko radost in da v bistvu znaš uživati življenje, ne glede na situacijo. To imam čist. Res, Ja. to je pa film, ki ga mora pogledati vsak. To je film, ki ga ne boš nikoli pozabil. Mnoge filme pozabimo, komedije pa tako Ja, ne. ja. Ta je pa tak, ki me je pa tako res prbil. No, tako da zdaj ideja, če niste še gledali tega filma. Življenje zdaj, je lepo. Življenje je lepo. Italijanski. Evita je bela. Tako, Evita je bela. Se smo bili iz Italije zdaj. Tako, Ja. zdaj smo tako, da že kar gledamo skoraj v Italijo. A veš, kaj bi sam omenila, ker smo glih tle, ful dobra ideja, Stari Tabor pejte. Stari Tabor, to je. Ja. Čak, to je Primorska. Pri Jani. Stari Tabor. Ja. Lejte, potem zlejo prva knjiga. Ja. Zdaj mogoče nekdo pomisli, ta druga knjiga. A veš, kaj je v bistvu glavna razlika? Ta prva knjiga je v bistvu 50 mojih najljubših, moj jagodni izbor in so noter od nizkih hribov do visokih 2000-akov. Tako. Tukaj noter so pa v bistvu sami taki, da hodiš od 15 minut do 1 ure. Tako pa, da so lahki, da ni, da zraven umreš. a ne? Ja, tako da takrat, ko ti ne paše ful hoditi, imaš to knjigo, takrat, ko bi rad malo mešano na žaru, imaš to knjigo. Pa tako. tle recimo, tukaj so še bolj, sem pazila, da so lepo razporejeni po Sloveniji, a ne? Ja. Tako, res sem se potrudila, kot ta prvi recimo je mečkam bolj preferira Gorenjska. Gorenjska, je pač- Primorska, potem nekaj Štajerska, ampak tale kurja glava pa ostaja s krono. Ja, a ne, tle pa pač res tako malo lepš razporejen. Sem No, se še super. bolj potrudila. In zdaj Stari Tabor, to je pa tukaj pri Sežani. Ja. In pa so mi pa zadnjič rekli, kam si se preselila? Vilenico, Sežano. V jamo. Ja, pa reče, a si bila že v Vilenici? Sem rekla, jo imam v planu. Tako, kako še nisi bila tam? Tako da, Nikoli ni prepozno. Vilenica se odpre od aprila do oktobra je odprta in imajo vodene oglede ob vikendih. To sem zdaj že, ker zdaj je prepozno drugo Ja, leto. ja. No, Stari Tabor se pa gre izhodišče. Prav tam prijami Vilenica in se hodiš potem gre, 45 tako. minut. In pol vidiš cel Kras, pa ful lepo nanos, na drugi strani pa morje, tako je lepo, pa tako gor je res. Pač saj nič čudovito. morate iti. Res, Da ne- res. In jaz sem ga v bistvu prav tole gledala za Ja. v nedeljo, pa pol sem šla na to Napoleonovo pot, sem šla prehodati. Aha. Tako da, ampak ga imam tako v prvem izboru, imam Stari Tabor. Pa še eno, da jim oklele prvs, kjer boste pa tako jedli najboljše štrukle to na pa celem vem, to pa svetu. vem. To pa nujno, koča na Koča. kokoši, to je pa, Kokoška. brutalno, res. Tako, pa to so res taki drugačni štrukli, kot na Gorenjskem, ker so kvašeni. In a veš, da sem pa po dolgem času pa jedla belo moko. Vse, jaz in bom mi- tudi to probala, In mi veš. ni naredil nobenih težav. Ne Wow. vem, ali imajo tako boljšo moko, ali sem jaz se tako prepričala. V glavnem,
po teh štruklih sem, da jaz ok. Wow, no, Ja. v glavnem. Nič mi niso Na plačali. kokoško sem pa že šla, veš. Res so dobri. Na Res so kokoško sem dobri. pa že šla, Ja. veš. In drugače pa štartate blizu Lipice. Ja, Tam ta je mejni prehod. Mejni prehod. In je res lepa pot in se lepo a se gre jih gor vidi? po cesti, je bolj enostavno. Čakaj, Si bom najdla, imam a sliko ga imaš, a štruklov. ne, da? Ja, se sem videla. In to zadnjič, ko je imela Leja predstavitev te druge knjige, jo je... Nekaj, to je pa noro. No. Ne vem, če se vidi, ampak to je tako s pistacijo, pa imaš skostanjevo filo, pa imaš skutine. Leja. Pač, lej, ja, boste dobili tudi ideje, kaj je kaj dobrega pojesti. No, vse to. Tako da, pa tole imam v planu, Aha, ušesa ušesa Istre. Istre, ker tudi če nisem šla, pa zdaj tisti, ki ste že bili, pa kako ne, nisem že šla. Ja, pa sem gledala, ko si bežala pred kačam. Jo, ja, ne id poletkle. Ja, Ker pa tako se pomladi grejejo sem- na kamnih in ni v redu. Zdaj moraš iti, zdaj bo primeren Ja, čas. zdaj, ko je Ja. kakšno lepo vreme, pa je to tole. To je to, ja. Lejte, zdaj pa. Kle imate 70 idej, kle 50, niti ena se ne ponovi v tej knjigi, No. tako da skupaj jih je 120. In imate dve krasne knjigi, spodaj povezavo. Na potepzlejo.com. Tako, Ja. do njene spletne strani. Krasna ideja za darilo, za nekomu poklon. Jaz vem, da recimo takrat, ko so bile moje tri hčerke majhne, jaz bi rabila tako knjigo. Pač jaz jo bi rabila, prav tisto je nija, veš, pa smo pa gledali Atlas Slovenije, pa gledaš tam, ne vem, kakšne poti, pa hodiš tam, kjer že poznaš, Ja. a ne pa nekaj novega, kar pa tudi tem mora biti zanimivo. Ja, a ne? jaz sem prav taka, da tako vsakeč hočem iti na en nov hrib. A Ful sem ne, tako, da da. ne maram tako ponavljati. In jaz se pa tudi navličam. Enih in istih poti se toliko navličam, da pol pride do točke, ko ne morem več, ni mi všeč. Ja, Ja. krasno. Tako da to je to, lejte. Joj, kako je bilo fejst. A ne, da Res, lušten, hvala, joj. tako da A lahko še kdaj pridem? Ja. Bo še kakšen čaj popile. z veseljem No. in tudi se mi zdi, da je to tako... A boš šla ti še z mano na potep? Kdaj? z veseljem, ja. Okej. Takrat bomo po preteklih življenjih govorile. V mater, to pa na hard. Ja, ker, a veš, kakšen komentar sem na TikToku dobila, ko govorimo o preteklih življenjih. Kaj? Napiše en komentar od spodaj. Napiše, a lahko povem šalo. Mama je imela dve hčerki. Ena je bila pametna, druga razlaga o preteklih življenjih. O, grda. Vidiš, neka čudna energija naših Pa se tiska pa ne verjame, pač ne rab poslušati, pa si misel svoje. Tako, Ja. tako da res hvala Hvala ti, tebi. luštenje je bilo, Ja. tako da tudi vam hvala, ker ste znali ustrajati do konca, tako da še bo kaj naredile. Čau, čau. Dio. Super. Joj. Hvala. Zdaj, da pa sploh tako stekati. Je res lušten. Lepo. Sva Ja. tako vse manj malo. Tako, Obdelale. preprost.